Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, v imenu Svetovnega slovenskega kongresa vas lepo pozdravljam na predavanju Avtonomija prava Evropske unije, ki ga organiziramo v okviru projekta Cikel predavanj 2020. Predavanja so bila sprva zamišljena v prezenčni obliki, vendar smo se zaradi razmer preselili na splet. Med projekti Svetovnega slovenskega kongresa, ki smo jih v letošnjem letu morali odpovedati, je bila tudi 3. konferenca slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije in ki upam, da bo na sporedu naslednje leto. Danes gostimo dr. Damjana Kukovca z Velike Britanije in v vlogi moderatorke docent doktorico Petro Vajngerl z Pravne fakultete v Mariboru. Veseli nas, da ste se odzvali v tako lepem številu, prijavljenih vas je skoraj 100. Sedaj pa predam besedo predsedniku Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Borisu Pleskoviču. Dober večer in lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom samo par besed uvoda povedal. Mi namreč, kadar je mogoče, organiziramo konference zdravnikov, pravnikov, arhitektov, inženirjev in znanstvenikov, smo jih že 35 naredili, ampak letos smo mogli prestaviti konferenco zdravnikov in konferenco pravnikov na drugo leto. Smo se pa iz tega nekaj naučili, da zdaj lahko delamo po Zoom. Tudi kadar bomo imeli konference v živo, jih bomo spremljali po celem svetu, ker prejšnji teden je bila globalna poslovna konferenca, so se uspešni slovenski podjetniki iz celega sveta oglašali, iz Avstralije, iz Kanade, iz Amerike, iz Evrope in je bilo zelo uspešno in bomo to povedali tudi naprej. No, jaz bi par besed povedal o Damjanu Kukovcu. On je bil en najboljših študentov na pravni fakulteti, potem je magisterij in doktorat naredil na Harvardu, ima take reference, da lahko dobi službo kjerkoli na svetu. Več lahko preberete o njemu v vabilu, kjer je njegov kratek bio oziroma CV. Moderiral bo pa današnjo diskusijo Petra Vajngerl, ki ima tudi take super reference, ampak se je vrnila v Slovenijo, ona je pa diplomirala najprej pravo v Mariboru, potem naredila magisterij na Harvardu, na Oxfordu in doktorat na Oxfordu. In mi smo zelo veseli, da naši Slovenci iz sveta sodelujejo z nami in delijo svoje znanje z študenti in z drugimi. Jaz bi vam rad ob tej priložnosti želel vesel Božič in srečno novo leto in predvsem veliko zdravja. In jaz upam, da se bomo mi vsi veliko naučili, posebej pa študenti iz današnjega zanimivega predavanja. To se pravi, jaz zdaj predajam besedo Petri, da bo moderirala to naše predavanje. Hvala lepa. Hvala lepa za tako lepo predstavitev. Veliko veselje mi je, da lahko napovem predavanje dr. Damjana Kukovca z naslovom Avtonomija prava EU. Dr. Damjan Kukovec je predavatelj na Middlesex School of Law v Londonu, kjer poučuje pravo Evropske unije in konkurenčno pravo. Kot je bilo že povedano, je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, kasneje pa magistriral in doktoriral na prestižni univerzi Harvard. Med drugim je bil zaposlen v pravni službi Evropske komisije, kot gostujoči predavatelj pa je predaval po vsem svetu, recimo v Braziliji, Kentu, na Harvardu, pa tudi na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, kjer sva se pred nekaj leti tudi spoznala. Trenutno je že drugič gostujoči predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poslušalce prosim, da svoje vprašanja že tekom predavanja zapišejo v chat, torej v pisni obliki. Po predavanju bomo imeli čas za diskusijo, v okviru katere bo predavatelj odgovoril na vaše vprašanja. Damjan, prosim. Najlepša hvala, Petra, za zelo prijazno predstavitev. Veselje in čast mi je, da si tukaj kot moderator. Najlepša hvala in seveda iskrena hvala Svetovnemu slovenskemu kongresu in dr. Pleskoviču za prijazno povabilo.
Veselje mi je, da sem tukaj z vami. In veselje mi je, da lahko govorim o avtonomiji prava Evropske unije. Zakaj pravzaprav govorim o avtonomiji prava Evropske unije danes? Zato, ker avtonomija evropskega prava nam pomaga razumeti, kako sodišče argumentira, kako sodišče razmišlja, od kod prihaja to razmišljanje sodišča in kam vodi razvoj prava Evropske unije. Se pravi, če razumemo avtonomijo, avtonomija pomeni, da je pravo Evropske unije nek samozadosten, koherenten sistem, potem razumemo, zakaj je Evropska unija postala tako močna in zakaj je sodišče Evropske unije postalo tako močno sodišče tako v Evropi kot na svetu. Se pravi, za tiste, ki ste brali morda Josepha Weilerja, The Transformation of Europe, tam on razloži, kako se je Evropa institucionalno spremenila skozi desetletja in postala tako močna organizacija, kot je sedaj, oziroma takrat, ko je zadevo napisal v 90-ih. Avtonomija prava Evropske unije pa nam pomaga razumeti, zakaj je z interpretacijo sodišča Evropske unije Evropska unija postala tako močna, in o tem bom sedaj nekoliko več povedal. Se pravi, avtonomija izhaja iz vseh pravzaprav konstitucionalnih vidikov Evropske unije, počiva na konstitucionalnosti, ustavnosti evropskega prava in pravzaprav lahko govorimo o dveh vidikih avtonomije. Kaj avtonomija ni in kaj avtonomija je. Se pravi, morda bom začel s tem, kaj avtonomija ni, se pa s tem negativnim vidikom. Kaj pomeni, kako razumemo evropsko pravo kot avtonomno in kaj evropsko pravo zaradi avtonomije ni. Se pravi, pravo Evropske unije ni sistem mednarodnega prava, temveč je sui generis sistem. Sui generis sistem, se pravi, gre za nov ustavni red, kot je sodišče odločilo v zadevi Van Genden Loos že v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Tukaj gre za res temeljno sodbo prava Evropske unije. Se pravi, sodišče je odločilo, da je to nov ustavni red prava, za voljo katerega so države članice omejile svoje suverene pravice. In zelo pomembno v tem kontekstu je, da so posamezniki subjekti prava Evropske unije, ne le države članice. In pravo Evropske unije ima v skladu z avtonomijo neposredni učinek. To pomeni, da lahko posamezniki, se pravi jaz, vi, fizične pravne osebe, da se lahko sklicujemo na svoje pravice neposredno na podlagi prava Evropske unije pred nacionalnimi sodišči. Se pravi, neposredni učinek, prvo pravilo oziroma princip evropskega prava, ki je določilo, da je pravo Evropske unije nekaj drugega kot samo mednarodno pravo. Potem pa seveda drugo bistveno načelo, to pa je načelo primarnosti prava Evropske unije, oziroma nadrejenosti prava Evropske unije. To načelo je sodišče razložilo v zadevi Costa Enel. Se pravi, to pomeni, da je pravo Evropske unije nadrejeno nacionalnim pravnim sistemom in da morajo sodišča tudi v skladu s sodbo Fotofrost, se pravi nacionalna sodišča, ne smejo uporabljati nacionalnega prava, ki je v nasprotju s pravom Evropske unije. Se pravi, to sta dve načeli, ki sta bili res temeljni za razvoj evropskega prava in na katerih pravzaprav avtonomija evropskega prava od prava držav članic pravzaprav počiva. No, na tej točki bi mogoče dejal samo nekaj misli o nadrejenosti prava Evropske unije. Seveda, bilo je veliko nezadovoljstva v državah članicah skozi desetletja, da se je načelo primarnosti oziroma nadrejenosti razvilo, kakor se je, ampak danes ga imamo. Se pravi, nemško zvezno ustavno sodišče je v sodbah večkrat pravzaprav nasprotovalo nadrejenosti prava Evropske unije. Recimo, če pogledamo sodbo Factor-Tame iz leta 1990, to je sodba o španskih ribičih, ki so lovili ribe v britanskih vodah, in Velika Britanija je prepovedala tujim družbam, ki so registrirane v Veliki Britaniji, da lovijo ribe. Se pravi, v 90-ih se je ta problem z ribištvom, kot ga vidimo sedaj v pogajanjih z Brexitom, začel, pa seveda že prej.
In v tem primeru je mora House of Lords, se pravi danes Supreme Court of the UK, pravzaprav ni smel uporabljati določenega zakona parlamenta, tega, ki je prepovedal španskim ribičem loviti v Veliki Britaniji, in to je pravzaprav sprožilo izredno nezadovoljstvo v Združenem kraljestvu in pravzaprav tudi začelo nek skepticizem, ki ga vidimo v Združenem kraljestvu, ki je sedaj privedel tudi do Brexita. Se pravi, to načelo zelo pomembno, je pa seveda zbudilo veliko nezadovoljstva v državah članicah. Ampak tak sistem seveda imamo in ga je treba spoštovati in tudi pametno interpretirati, bi rekel. Mogoče v tem kontekstu samo to čisto na kratko. Jaz sem veliko zastopal pred sodiščem Evropske unije. En primer, recimo, ki se mi je zelo vtisnil v spomin, je bil o tem, kako je Republika Slovenija odvzela neki kmetici na Gorenjskem vse pomoči za celo leto, ker se ni zelo striktno držala nekih določil prava Evropske unije. Se pravi, želel bi samo reči, da je treba to nadrejenost evropskega prava uporabljati s pametjo. Ker recimo v tistem primeru, jaz sem zastopal komisijo pred sodiščem, komisija je dala svoje mnenje, da tej gospej pomoči za celo leto, ker ni treba vzeti. Republika Slovenija je hotela vzeti pomoč, ker gospa ravno tisti dan ni bila na kmetiji, da bi lahko inšpektorji preverili, ali imajo vse ovce neke številke v ušesih in tako naprej. Se pravi, zelo pomembno, da se ti principi izvajajo po neki zdravi pameti. Seveda pa nadrejenost prava treba razumeti tudi tako, da evropsko pravo tudi pomaga seveda posameznikom. Se pravi, če se posamezniki lahko sklicujejo na evropsko pravo v nacionalnih postopkih, je jasno, da lahko temeljijo svoje pravice na pravo Evropske unije. Se pravi, jaz sem zastopal recimo v nekem primeru, ko so se kopičile gore in gore, dobesedno gum, nekje blizu Celja, bilo je zelo slabo za to kopičenje, bilo izredno slabo za zdravje prebivalstva, ljudje so zbolevali za rakom in tako naprej. Se pravi, Evropska unija ščiti državljane, se pravi, te nadrejenosti ne smemo jemati samo kot neke avtoritete in hierarhije. Ali pa recimo primer, ko sem ga imel pred sodiščem, ko je bilo treba liberalizirati železniški promet, se pravi ločiti lastnika in upravljalca, da se ohrani konkurenčnost trga, se pravi Evropska unija daje pravice. Tako da načelo primarnosti je treba razumeti tudi v tem kontekstu, ne samo v negativnem, kot je bilo razumljeno strani recimo ustavnih sodišč, kot sem prej omenil, ali pa v Združenem kraljestvu. No, v redu, se pravi, razložil sem prvi dve bistveni načeli, na katerih počiva avtonomnost prava evropskega sistema, se pravi, pravo EU je avtonomno od držav članic. In tudi je precej drugačno od sistema, se pravi, če pogledamo, kaj ni pravo Evropske unije, precej drugačno od sistema varstva v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah. Se pravi, pri Evropskem sodišču za človekove pravice gre za neko naknadno presojo nacionalnih ukrepov, ko so pravna sredstva na nacionalni ravni že izčrpana, medtem ko pravo EU deluje bistveno bolj organsko, bi lahko rekli. Se pravi, imamo ta neposredni učinek pravil, primarnost, se pravi, če so nacionalni ukrepi v nasprotju z listino Evropske unije o temeljnih pravicah, sploh ne more biti del pravnega sistema. Potem Evropska unija ima sistem predhodnega odločanja, se pravi, vsako sodišče Evropske unije lahko v nacionalnem postopku predloži zadevo Evropskemu sodišču za interpretacijo določenega določila prava Evropske unije. In seveda nacionalno sodišče ne sme uporabljati nacionalnega prava, ki je v nasprotju s pravom Evropske unije. Se pravi, gre za res popolnoma sui generis nov sistem, ki je pravzaprav res unikaten in neprimerljiv s katerimkoli drugim sistemom Evropske unije, s katerimkoli drugim pravnim sistemom na svetu. Se pravi, še enkrat, kaj prava Evropska unija je koherenten, samozadosten sistem, ki ne počiva na nacionalnih pravnih sistemih in ne dopusti nekega vmešavanja v svoj lasten sistem strani drugih pravnih sistemov. In bom to sedaj nekoliko razložil na primeru mednarodnega prava.
Se pravi, če začnem s pravom Svetovne trgovinske organizacije, ne vem, kako dobro ste seznanjeni s pravom Svetovne trgovinske organizacije, gre za pravni sistem, ki ureja trgovinske odnose med državami po vsem svetu in že zelo dolgo, od vsega začetka, od primera Komisija proti Portugalski, je sodišče Evropske unije sedaj odločilo, da ta sistem ni neposredno uporabljiv v pravo Evropske unije, oziroma da ta pravila prava Svetovne organizacije niso neposredno uporabljiva. Zakaj? Zato, ker organi odločanja Svetovne trgovinske organizacije, ko odločijo o sporu, recimo o sporu glede državnih pomoči med Združenimi državami Amerike in Evropske unije, recimo glede Airbusa in Boeinga, recimo, bo odločilo tako ali drugače in potem pride do določenih ukrepov držav članic, do pogajanj in tako naprej, kako se bo sodba rešila. To pa pomeni, da se ne da neposredno v pravu Evropske unije naslanjati na to, kaj je ta organ odločil. Se pravi, obstajata samo dve izjemi, ko se posameznik lahko neposredno sklicuje na pravo Svetovne trgovinske organizacije. To sta dva primera, Nakajima in Fediol, recimo, če jih omenim. Se pravi, pravo Svetovne trgovinske organizacije ima neposredni učinek v pravo Evropske unije samo takrat, ko neka določba prava Evropske unije, ko se neposredno sklicuje na pravo trgovinske organizacije, se pravi, ker ga je Evropska unija želela eksplicitno prenesti v svoj sistem, ali pa ko so evropske institucije napovedale, da se bodo držale določenega dogovora, zelo eksplicitno. Torej, še enkrat, pravo Svetovne trgovinske organizacije ni neposredno uporabljivo v pravo Evropske unije, ni avtomatično del sistema prava Evropske unije, razen če ne pride do res nekega neposrednega prenosa. To je bilo načelo, ki je veljalo predvsem za ta pravni sistem prava Svetovne trgovinske organizacije, od zelo pomembne sodbe Kadi, pa to velja pravzaprav za vse mednarodno pravo. Predtem se je nekako ugibalo, v kakšni meri mednarodno pravo ima učinek znotraj Evropske unije, potem pa je sodba Kadi, sodišče Evropske unije, pravzaprav vse dvome in razprave razblinilo. Se pravi, čisto na kratko bom povedal nekaj o tem primeru. Se pravi, primer Kadi, gospod Kadi se je nekega jutra zbudil in ugotovil, da mu je Evropska unija zamrznila vse njegovo premoženje, se pravi, ni mogel iti na banko, dvigniti denarja in tako naprej. In potem je ugotovil, da to temelji na neki uredbi Evropske unije in da ta uredba Evropske unije temelji na resoluciji Združenih narodov, se pravi Security Council Združenih narodov, se pravi, da je na podlagi 7. poglavja Varnostni svet Združenih narodov sprejel resolucijo in s katero ga je gospoda Kadija in še veliko drugih ljudi, ki so bili obsojeni terorizma, pač ga dalo na neko listo, katerim je treba zamrzniti vsa sredstva in zasebno lastnino. Evropska unija je to avtomatično prenesla iz resolucije Varnostnega sveta v svoj nacionalni sistem. In gospod Kadi se je pritožil, da mu je bila kršena pravica do poštenega sojenja, pravica do zaslišanja, pravica do zasebne lastnine in tako naprej. In splošno sodišče, ki je bilo najprej pristojno, je vzelo stališče, bom rekel, neke globalne ustavnosti, hierarhične podrejenosti prava Evropske unije mednarodnemu pravu in dejala, da bo presojala samo, če je ta uredba Evropske unije v skladu z ius cogens mednarodnega prava. Sodišče Evropske unije pa je zavzelo popolnoma drugačen pristop in tukaj se vidi avtonomija prava Evropske unije, moč prava Evropske unije, ki temelji na tem mišljenju, ki sem ga razlagal do zdaj. Se pravi, sodišče Evropske unije je odločilo, da pravo Evropske unije ni podrejeno mednarodnemu pravu, da je to avtonomni pravni sistem, sui generis pravni sistem, ki nikakor ni odvisen od mednarodnega prava, in da je sodišče Evropske unije v celoti pristojno za presojanje te uredbe. Se pravi, da ni nekega avtomatizma prenosa mednarodnih norm v pravo Evropske unije.
In potem je odločilo, da so bile gospodu Kadiju kršene pravice iz temeljne listine, iz listine o temeljnih pravicah Evropske unije, oziroma takrat je še ni bilo, se pravi, da so bile te človekove pravice kršene, na katere se je skliceval, in je uredbo razveljavilo. Se pravi, sodišče je tukaj začelo neko res novo prakso, s katerim je poudarilo, da pravo Evropske unije avtonomno, nepodrejeno mednarodnemu pravu. No, tukaj lahko rečem, da so bile kritike te sodbe izjemne, sploh v Združenih državah Amerike, ker Združene države Amerike so bile tradicionalno bolj, so nasprotovale vplivu mednarodnega prava, Evropa pa je bila vedno bolj naklonjena temu neposrednji uporabi mednarodnega prava. Ta debata je bila predvsem zelo živa v okviru vojne v Iraku, se pravi, kako Združene države ne spoštujejo mednarodnega prava, Evropska unija ga spoštuje, oziroma države Evropske unije ga spoštujejo. Torej, Američani so rekli, da smo Evropejci nekako hipokriti, ampak kakorkoli, tako je sodišče odločilo. Nekaj kritik je bilo tudi v akademskih krogih. Jaz mislim, da Gronja de Burka, s katero sem jaz delal, je morda dala, jaz mislim, da zelo dober predlog, se pravi, ona je predlagala, da bi moralo sodišče morda bolj resno vzeti norme mednarodnega prava, se pravi, da ne bi prišlo do drugačnega zaključka, kot je, se pravi, da je evropsko pravo, da je avtonomno, ampak mogoče je predlagala neko bolj mehkejšo obliko konstitucionalizma, pri čemer bi se sodišče sklicevalo tako na norme prava Evropske unije, kot na norme mednarodnega prava, da bi pokazalo drugim pravnim sistemom, da je mednarodno pravo pomembno pač za ves svet. No, tukaj se je sklicevala na Kanta, na neko univerzalnost, se pravi, da vsako sodišče, ko razlaga, ko argumentira, uporablja argumente, ki so lahko univerzalni, ki jih uporabljajo tudi druga sodišča. No, in to je primer, ki je precej pomemben, zato ker po tem primeru je bilo jasno, da mednarodno-pravne norme niso avtomatično del prava Evropske unije. Se pravi, da jih je treba prenesti, se pravi, prenesti je treba mednarodno normo v pravo Evropske unije, če želimo, da v pravo Evropske unije taka norma ima dejanski učinek. Tako kot je bilo to v pravo svetovne organizacije, je bilo to sedaj sprejeto za vse mednarodne pravne norme. Je pa to, bi mogoče samo na kratko omenil, precej pomembno za razumevanje zadeve Slovenije proti Hrvaški, se pravi zadeve pred sodiščem Evropske unije glede arbitražne razsodbe. Se pravi, kot poznate verjetno zadevo, Slovenija je tožila Hrvaško zato, ker ni spoštovala razsodbe arbitražnega sodišča. Sodišče se je izreklo za nepristojno, seveda pa je treba razumeti, da v luči Kadi sodbe in avtonomije prava Evropske unije to ni bilo tako zelo presenetljivo. Se pravi, zakaj? Zato, ker Slovenija in Hrvaška sta se dogovorili za arbitražo bilateralno, ni bil pa ta dogovor nikakor prenesen v pravo Evropske unije. Se pravi, če pogledamo recimo akt o pristopu Hrvaške Evropski uniji, tam je ta dogovor o arbitraži nekje v določenih opombah, ni pa nikakršne obligacije strani Slovenije ali Hrvaške, da boste to spoštovali znotraj prava Evropske unije. Se pravi, pravo Evropske unije je avtonomno in tako ga je treba interpretirati. Se pravi, norme mednarodnega prava nimajo kar tako učinka. Dovolja že sedaj od sodbe Kadi 2008. No, še na kratko bom rekel, avtonomija se vidi tudi v odnosu do Evropske konvencije o človekovih pravicah. Se pravi, po Lizbonski pogodbi naj bi pristopila Evropska unija k konvenciji o človekovih pravicah. Sodišče Evropske unije pa je v mnenju 2013 to pravzaprav zavrnilo, oziroma zavrnilo osnutek pogodbe o pristopu. Sodišče se je sklicevalo absolutno na avtonomijo prava Evropske unije in je imelo veliko pomislekov glede konkretne pogodbe o pristopu, ampak argumentiralo tudi na način, ki pravzaprav
zelo, bom rekel, pravzaprav onemogoča kakršenkoli pristop Evropske unije k konvenciji. Recimo sodišče Evropske unije je dejalo, da bi težko nekdo presojal človekove pravice na področju skupne varnostne in zunanje politike, ker države članice verjetno tega niso hotele, ker je pač posebno poglavje v pogodbah o skupni varnostni in zunanji politiki. Potem je sodišče Evropske unije dejalo tudi, da bi tak pristop Evropske unije k konvenciji lahko omajal medsebojno zaupanje držav članic. Recimo, kot morda veste, kot verjetno veste, obstaja nalog za prijetje, evropski nalog za prijetje, pri katerem se morajo države članice pravzaprav nanašati ena na drugo, da je ta nalog izdan v skladu s pravom Evropske unije tudi, in da če bi pravzaprav bila neka giljotina naknadne presoje strani Strasbourškega sodišča nad temi nalogi za prijetje, si države članice več ne bi zaupale oziroma bi se lahko cel sistem porušil. Spravi, sodišče Evropske unije je imelo nekaj dobrih argumentov, je pa nedvomno, da je sodišče Evropske unije interpretiralo na način, kot ga je interpretiralo tudi zato, bom rekel, da je ohranilo isto koherentnost prava Evropske unije, koherentnost, samozadostnost, spravi neumešavanja sodišča v Štrasburu, kar bi bila posledica pristopa Evropske unije k konvenciji, in si pravzaprav s tem tudi zadržalo, bom rekel, izključno jurisdikcijo o presojanju človekovih pravic v sistemu prava Evropske unije. Se pravi, tukaj še en vidik avtonomije prava Evropske unije, ki je tukaj zelo močno prisoten v razmišljanju sodišča. Ampak to bi rekel, ta avtonomija prava Evropske unije je zelo pomembna tudi z vidika interpretacije, ker jo pravzaprav lahko vidimo ne bom rekel vsaki sodbi, ampak pogosto vidimo avtonomijo v interpretaciji, se pravi, sodišča Evropske unije. Kako? Sodišče Evropske unije interpretira vse koncepte, pojme znotraj sistema, kakršen je, še enkrat brez vmešavanja drugih pravnih sistemov, in interpretira vse določbe v luči pogodb, v luči listine temeljnih pravic. In treba tudi razumeti, da velikokrat, da je pravzaprav avtonomija prava Evropske unije, gre za neko gradacijo, se pravi, gre za zelo kategorično vprašanje. Ali obstaja ta avtonomija, ali ne obstaja, in to se vidi tudi v interpretaciji konceptov. Se pravi, sodišče jih zelo, lahko rekel, zelo agresivno interpretira vsa določila, vse neke nejasne pojme, striktno v okviru prava Evropske unije in se redko nanaša eksplicitno, mogoče lahko pojasnim več v pogovoru na druge pravne sisteme. Se pravi, morda bi v tem okviru samo omenil sodbo, ki je šla ta četrtek, Komisija proti Sloveniji, se pravi, kako je treba interpretirati imuniteto Evropske centralne banke in sistema Evropskih centralnih bank. Jaz mislim, da tukaj je sodišče spet se sklicevalo na avtonomijo prava Evropske unije in je zato to imuniteto tudi na ta način interpretiralo kot je. Jaz mislim, da je bila sodba zelo predvidljiva, ker tukaj še enkrat ne more, oziroma zaradi avtonomije prava Evropske unije, sodišče ni moglo interpretirati te imunitete v skladu z mednarodnim pravom, ampak seveda znotraj evropskega pravnega sistema. In tukaj mislim, da je bilo kar nekaj določb, ki so dopuščale zelo jasno interpretacijo, člen 393, potem protokol o imunitetah in tako naprej. Se pravi, zakaj pravzaprav govorim o pravu Evropske unije danes? Zato, ker se mi zdi, da je razumevanje te avtonomije, da je razumevanje bistveno za razumevanje sodb, mnogoterih sodb sodišča. Tako da zaključil bi samo s to mislijo, da je pravo Evropske unije nov ustavni red, ki se je razvil v 60 letih prejšnjega stoletja. Nihče ni pričakoval, da se bo razvil v smer, kakršno se je.
postavlja izjemno močen pravni red tako v Evropi kot v mednarodnem pravu. In pravzaprav ta avtonomija nam res pomaga pri interpretaciji pogodb in pri razumevanju sodb sodišča. Tako da jaz bi sedaj zaključil. Najlepša hvala in morda imate kakšno vprašanje. Najlepša hvala, super, zelo zanimivo predavanje in gotovo se je porodilo kar nekaj vprašanj. Nekaj smo jih že dobili v chat, pa bom kar za začetek prebrala nekaj teh vprašanj. Torej, gospa Presker sprašuje, ali bi lahko Slovenija in Hrvaška rešili mejni spor v skladu s postopkom po 273 pogodbe. To zdaj sicer ni direktno povezano z avtonomijo prava EU, čeprav je pa povezano s tem, kaj se tiče pogodbe. Mogoče na kratko komentar glede tega. To je sicer postopkovno vprašanje, ne pa materialno. Ja, vseeno. Se pravi, to se nanaša na zadevo Slovenija proti Hrvaški, predvidevam. Se pravi, glede mejnega spora. Slovenija je zadevo izgubila pred sodiščem Evropske unije, se pravi, zaradi avtonomije prava Evropske unije, mislim, da to ni bilo presenetljivo. Glede postopka po 273. členu, ja, se pravi, ta postopek predvideva, da lahko dve državi članici predložita nek svoj spor sodišču Evropske unije in sodišče o tem odloči. Se pravi, ampak potrebuje se soglasje dveh držav članic. Se pravi, v tem primeru bi potrebovali tako soglasje Slovenije kot Hrvaške, ampak lahko bi, če bi se tako dogovorili, sodišče bi potem moralo biti pristojno, ker sta to dve državi članici zaprosili v okviru tega člena, ampak zelo dvomim, da bi Hrvaška na to pristala. Se pravi, zelo težko. Je pa sodišče odločilo o zadevi že kot je. In zelo težko bi sodišče samo to bi rad mogoče povedal tisti zadevi Slovenija proti Hrvaški, zelo težko bi se sodišče izreklo za pristojno, ker bi, jaz mislim, da bi bil nek revolt po Evropi, kako sodišče neverjetno še bolj, kot jih že, razširja svoje meje pristojnosti. Tako da 230. člen je potencialno rešitev tega problema, mogoče pa ni tako zelo realistično, da se to zgodilo. Hvala. Torej bom se kar navezala zdaj na ta spor Slovenija-Hrvaška. Slišali smo med predavanjem, torej, da je bila sodba dokaj nepresenetljiva, da ni bila presenetljiva in podobno tudi za sodbo iz prejšnjega tedna glede arhivov Evropske centralne banke, torej, da je bila dokaj predvidljiva. Pa me zanima, torej, kako težko je napovedati sodbe sodišča EU. To je gotovo zanimivo vprašanje za poslušalce. Ja, sodbe sodišča je, tako bom rekel, jaz recimo spomnim se ene zadeve, ko sem imel proti Nemčiji, na področju prostega pretoka blaga, se pravi zadeva komisija proti Nemčiji, jaz sem zastopal komisijo proti Nemčiji in se pravi, Nemčija je imela neka določila, na podlagi katerih je bilo težje dati v promet določena neka pirotehnična sredstva, kot je to predvidevala direktiva. Komisija in določeni pritožniki so smatrali, da je to v nasprotju s pravom Evropske unije. Jaz sem se odločil, da bomo šli s to zadevo, kljub vsemu, da imamo dober primer in da lahko gremo na sodišče. Moram priznati pa, da je bila obravnava izredno naporna, sodišče je mene in mojo koagentko spraševalo res vsak detajl, zelo je bilo naporno, tako da sem bil prepričan, da bova zadevo izgubila. V končni fazi so zadevo popolnoma zmagala. In pravzaprav sem potem ugotovil, da sodišče, ko se obrača na stranke, se pravi, ko pišejo sodbo, ko sodišče piše sodbo, mora pravzaprav razložiti tisti stranki, ki bo izgubila, zakaj je izgubila. In pravzaprav sem potem razmišljal, da je sodišče naju spraševalo, dajte nam čim več argumentov, da jim lahko razložimo, zakaj nimajo prav. Tako da včasih je zelo težko, bom rekel, ni vedno lahko predvideti sodbe sodišča, ampak pravzaprav pa govorim danes o avtonomiji prava Evropske unije, ker veliko ustavno-pravnih sodb, bom rekel, ustavne narave Evropske unije se da razumeti z avtonomijo Evropske unije. Jaz mislim, da je to res, bom rekel,
temeljni način ali pa temeljno načelo razmišljanja sodišča, ki predvidljivo usmerja sodbe in pač rezultate primerov. Zelo zanimivo, hvala. No, bom se zdaj spet izbrala eno vprašanje, brez skrbi, tiste, ki sem jih izpustila, bom tudi prebrala, ampak vprašanje, ki se tudi nanaša na Slovenijo proti Hrvaški, pa da izčrpamo to temo. Torej, gospa Žerjav sprašuje, ali smatrate, da je bila zavrnitev pristojnosti sodišča EU v zadevi Slovenija proti Hrvaški v skladu z načelom pravičnosti? Skladu z načelom pravičnosti, ja. Kaj sedaj ne bi načelo pravičnosti pomenilo? Jaz bi rekel takole. Na sodišče Evropske unije ne greš takrat, ko si želiš abstraktno pravico. Se pravi, sodišče Evropske unije ima konkretne kompetence, ki jih je treba poznati, konkreten način razmišljanja in deluje v tem okviru. Se pravi, če nekdo se čuti nekako abstraktno prizadetega, je to treba se te težave lotiti z neko kirurško natančnostjo. Ne moreš biti samo se sklicevati na neko pravičnost, ko greš na sodišče, ker je možnost, da kot je bila zadeva v Slovenija proti Hrvaška, je možnost velika, da ti pravičnosti, kot jo sam razumeš, da se ta pravičnost ne bo uresničila. Se pravi, jaz mislim, da v evropskem pravu je treba ravnati o pravem času na pravem kraju. Recimo, tukaj mogoče bi omenil eno zadevo o spremembi direktive o napotenih delavcih. Se pravi, mene so poklicali določeni poslanci iz Evropskega parlamenta, da podam ekspertno mnenje o spremembi direktive, ta sprememba je bila zelo nenaklonjena revnejšim državam, članicam Evropske unije. Jaz sem dal svoje ekspertno mnenje, povedal sem, da te spremembe po mojem mnenju več niso pravilne. In potem je bila kljub temu sprejeta direktiva, kot je bilo pač predloženo, in zato, ker se je večina ustvarila, kot se je pač ustvarila. Ampak potem sta recimo Poljska in Madžarska sta potem tožili pred sodiščem Evropske unije, ker sta spodbijali legalnost te direktive, in moram reči, da je bilo meni zelo jasno, da s tem ne bosta uspeli. Zato, ker sodišče Evropske unije ni nek drugi zakonodajalec, ampak samo preverja, če so bila glavna postopkovna pravila spoštovana. In pri tem ima seveda zakonodajalec zelo veliko diskrecijo. Evropski zakonodajalec ima diskrecijo, kako bo odločil v določenih primerih, kakšne direktive, kakšne regulativo bo sprejel, in na tej točki bi bilo treba biti bolj aktiven. Bi morali biti države članice, ki se s tem niso strinjale, s to spremembo niso strinjali, bi morali biti takrat bolj aktivne, ne pa da so potem to prenesli pred sodišče, ko je bila zadeva jasna, potem že obsojena na neuspeh. Se pravi, pravičnost, ja, ob pravem času, na pravem mestu ravnati modro, in uveljavljati pač interese, kakršne misliš, da so pravilni. Hvala. Tisti, ki morda niste s tem seznanjeni, dr. Kukovec se veliko ukvarja s tem odnosom med centrom in periferijo v EU, kar je povezano ravno s tem odgovorom. Potem bom pa nadaljevala z vprašanjem gospe Trdan, torej sprašuje, ali torej sodišče EU sebe in pravo EU razume povsem samozadostno? Zelo zanimivo vprašanje. Povsem samozadostno. Ja, tako bom rekel, ta avtonomija je zelo močna. Se pravi, to je, še enkrat poudarjam, pa morda že petič danes, ampak jaz mislim, da je res centralen del razmišljanja Evropske unije, ampak sodnikov, bom rekel, pravnikov Evropske unije, predvsem pa sodišča Evropske unije, sodnikov sodišča Evropske unije, vendar pa ne bi rekel, da gre tukaj za neko popolno samozadostnost. Se pravi, recimo primer, mislim, da je bil Front Polisario, ko je sodišče odločalo o tem, se pravi, obstajal nek sporazum med Marokom in Evropsko unijo, trgovinski sporazum, in se je postavilo vprašanje, ali ta sporazum učinkuje tudi na teritoriju Zahodne Sahare. Morda poznate spor glede Zahodne Sahare. Maroko smatra, da je to del Maroka, drugi ne. Se pravi, ko je sodišče interpretiralo ta trgovinski sporazum, se je popolnoma
sklicevalo na mednarodno pravo. In to pa zato, ker v pravu Evropske unije ni bilo definicije, kaj je Zahodna Sahara, kakšna je vlada Zahodne Sahare in tako naprej. Tako da sodišče ni povsem samozadostno. Ko je treba, se absolutno sklicuje na druge pravne vire, na mednarodno pravo, pa tudi na druge nacionalne sisteme. Tukaj bi morda omenil to, da predsednik sodišča, Kohn Lenarts, je pravzaprav on je študiral v Združenih državah Amerike in je imel tudi enakega mentorja kot jaz, Duncan Kennedy, profesor Duncan Kennedy je bil njegov mentor. In Kohn Lenarts zelo dobro pozna ustavno pravo Združenih držav Amerike, iz Združenih držav Amerike konstitucionalizem izvira. In vem, da vsaj akademsko predsednik Lenarts se veliko sklicuje na sodbe Vrhovnega sodišča Združenih držav in ameriško ustavno pravo. In mislim, da je ameriško ustavno pravo pomemben element v razmišljanju sodišča in tako da ne bi govoril o neki samozadostnosti, neki popolni izoliranosti evropskega sistema od tega, kar se dogaja po svetu. Jaz bi avtonomijo še enkrat bolj razumel kot uveljavljanje te jurisdikcije oziroma bom rekel uveljavljanje moči sodišča Evropske unije, prava Evropske unije v svetu, ker je dejansko zaradi tega, bom rekel, načela je zdaj sodišče tako močno, kot je. Hvala. Torej, zdaj bi pa eno vprašanje iz publike povezala še z enim vprašanjem, ki mene zanima, in sicer najprej, da se poveže malo na to sodbo Komisije proti Sloveniji, torej to arhivi Evropske centralne banke izpred nekaj dni. Torej, glede tega me zanima, ali je primer Rimševič kaj spremenil glede interpretacije, ki je vplivala na sodbo v zadevi Komisija proti Sloveniji. In tukaj za tiste, ki mogoče zadevo Rimševič ne poznate, tudi v tej zadevi gre za centralno banko, latvijsko, in sicer v tej zadevi je sodišče EU razglasilo ničnost sklepa, s katerim je bilo guvernerju Centralne banke Latvije začasno prepovedano opravljati funkcijo. In ta zadeva je bila seveda zelo prelomna, kajti prvič v življenju sploh je sodišče EU razveljavilo nek nacionalni sklep. In to bi povezala z tem vprašanjem gospoda Klopčiča, ki sprašuje, kakšen trend moči evropskega prava napram nacionalnem pravu pričakujete v prihodnosti. Tukaj tudi potem gospod Klopčič to povezuje recimo z Brexitom. No? Zelo zanimivo vprašanje. Ta primer Rimševič, jaz mislim, da je samo še dodatno pojasnil, da evropsko pravo igra veliko vlogo v urejanju razmerij med nacionalnimi centralnimi bankami in drugimi nacionalnimi organi. Jaz mislim, da je to samo še poudaril, tako da je morda po tem primeru postal primer Komisije proti Sloveniji še bolj jasen. Ampak jaz mislim, da je bil ta primer Komisije proti Sloveniji pravzaprav zaradi razlogov, ki sem jih opisal prej, že precej jasen. Se pravi, imuniteta Evropske centralne banke in sistema Evropskih centralnih bank, katerega del so nacionalne centralne banke, je zelo jasno opredeljena v pogodbah Evropske unije in je bilo zaradi avtonomije prava Evropske unije zelo jasno, da bo to sodišče interpretiralo v skladu s pogodbami. Tako da jaz mislim, da ta sodba sama po sebi ni nekako spremenila celote, nekega izida v zadevi Komisije proti Sloveniji, mogoče še dodatno pojasnila prisotnost prava Evropske unije v teh zadevah. Glede trenda moči nacionalnega prava, jaz mislim, da stalno, bi rekel samo to, stalno se išče neka prava mera, bom rekel, sodišče tudi išče, se pravi, sodišče se trudi, da ne gre predaleč pri svojih odločitvah. Trend od 60-ih let naprej je, da imajo institucije Evropske unije vedno več pristojnosti, da sodišče uveljavlja avtonomijo prava evropskega sistema. To je trend, ki smo mu priča že desetletja in pač v Združenem kraljestvu je privedel do Brexita. Jaz mislim, da kakšnih radikalnih sprememb v naslednjih letih ne vidim, pogodbe se verjetno ne bodo spreminjale. Jaz mislim, da kar najbolj pomembno je to, kako bo sodišče za to razmerje med nacionalnim pravom in pravom Evropske unije, najbolj pomembno je, kako bo sodišče interpretiralo avtonomijo.
Super, hvala. Zelo zanimivo. No, zdaj pa eno dokaj delikatno vprašanje bi rekla. Torej, Grega sprašujem, kje so v slovenskem študiju prava EU tisti deficiti, to si bom tudi jaz drznila potem kaj pokomentirati, ker direktno tudi gre na pravne fakultete, da so slovenski pravniki čisto nesposobni zmagati vsaj v enem samem odmevnem primeru na evropskih sodiščih, medtem ko pa Hrvatom to uspeva. Ne vem, če Hrvati ravno sicer zmagujejo, pač sodišča nimajo pristojnosti, ampak okej, to je zdaj zaenkrat. Mogoče še potem jaz kaj pokomentiram. Ja, Petra, jaz mislim, da v kakšnih deficitih bi morda ti bila še boljši naslovnik, pa bom mogoče se jaz bolj na Hrvaško osredotočil. Jaz sodelujem zelo veliko s hrvaškimi evropskimi pravniki, ker so odlični. Pišem z njimi knjige, na konferencah govorim in tako naprej. In jaz vem, da je Hrvaška izredno dobro organizirana v evropskih institucijah. Se pravi, zelo jih skrbi, kako Hrvaška izgleda v očeh ljudi v evropskih institucijah. Zelo se trudijo za ugled Hrvaške, zelo znajo aktivirati svoje pravnike v postopkih in tako naprej. Tako da jaz vidim s svojimi lastnimi očmi, da je Hrvaška in hrvaška politika in hrvaški pravniki delajo zelo, zelo modro. Zdaj, kakršnikoli deficiti, pa mogoče si ti boljši naslovnik za to. Jaz lahko govorim samo za našo fakulteto in prepričana sem, da moji študenti iz našega faksa gredo z oboroženim znanjem o temeljnih načelih prava EU. Upam, da se bo to v prihodnje tudi pokazalo, ko bodo vključeni v te primere. Pač jaz sama v te primere še pred evropskimi sodišči nisem bila vključena, tako da ne vem, kaj točno gre tam narobe, ampak lahko pa rečem pač to, da velikokrat je problem že prej, v politiki in diplomaciji. Na koncu pač včasih pravniki želijo kaj rešiti, kar mogoče malo na silo, kot je pač dr. Kukovec povedal, nekatere stvari so pač predvidljive, recimo glede pristojnosti, ampak drugje pač ne gre poskusiti, ker pač v mednarodnem pravu potrebujemo soglasje. Glede deficita pa jaz mislim, da sem prišla na univerzo v Oxfordu iz Mariborske pravne fakultete z zelo dobrim znanjem prava EU. Toliko pač glede z moje strani, Jaz sem še eno čisto kratko zadevo bi povedal. Jaz samo mislim, da prava Evropske unije in celega sistema, to je izredno kompleksen sistem, to je strahotno kompleksen sistem. Jaz vem, ker sem delal in na sodišču Evropske unije in na komisiji in vem, da pač nihče ne pozna vsega prava Evropske unije. Ljudje so na nek način specializirani, na nek način krožijo, se pravi, to je bom rekel, celo monstrum bi lahko rekli, ampak nočem v negativnem smislu govoriti, ker je to fascinanten pravni sistem, res je fascinanten, ampak je zelo težko ga obvladati in v njem je treba delati res neko kirurško natančnost, mislim, da sem to že omenil. Se pravi, zelo natančno, zelo modro, zelo veliko znanja in pa tudi neke politične spretnosti, recimo, če ne govorim samo o sodišču, ampak na splošno. Se pravi, kot sem rekel prej, vedeti zelo dobro, ob katerem trenutku in na katerem kraju je treba biti aktiven. Se pravi, če delaš v napačnem trenutku, v napačnem kraju, ti pomaga popolnoma nič. Tako. Sploh recimo v tej zadevi Slovenija proti komisiji zdaj, je verjetno bilo že na domačem parketu kaj napačno storjenega in potem tega pač pred sodiščem v Luksemburgu ni več mogoče popravljati. Ampak ravno zdaj zadnje vprašanje se povezuje ravno s tem, kar si pravkar omenil, torej nismo vsi strokovnjaki za vse, in mogoče je ta ena taka zadeva mogoče preveč, ne vem, samo naprej opozarjam, specifična, ker se tiče fitofarmacevtskih sredstev. In sicer vprašanje podeželske mladine, torej v EU imamo 4 svoboščine in ne razumejo, zakaj to ne velja tudi za fitofarmacevtska sredstva, kjer ima Slovenija zelo okrnjeno listo in so kmetje zaradi tega manj konkurenčni. Torej eno bolj specifično vprašanje. To je pa zelo specifično vprašanje, katero zelo težko konkretno odgovorim. Prost pretok blaga, kapitala, storitev
in ljudi velja načeloma za popolnoma vsa področja, če ni sprejeta še uredba ali direktiva na tem področju, se uporablja neposredno pogodbeno pravo, se pravi, pravice se da uveljavljati neposredno na podlagi pogodbe. Bi pa moral vedeti več v konkretnem primeru, da bi lahko karkoli dejal. Se pravi, pravo Evropske unije velja za vse blago v Evropski uniji. Ni neke izjeme, da za določeno blago ne bi veljalo. Tako da to lahko rečem, kaj več pa ne, ker bi moral poznati konkretno zadevo. Super. Zdaj pa res še popolnoma zadnje vprašanje, pa se potem počasi poslovimo, bo počasi ura okrog. Torej, samo za zaključek, torej, kako avtonomija prava EU vpliva na spremembe prava EU? Aha, na spremembe prava EU. Ja, tako, to je tudi zanimivo vprašanje. Morda bi povezal to tudi z razmišljanjem predsednika sodišča Evropske unije, Kun Lenarc je neverjeten predsednik sodišča, bi rekel, ker je akademsko izredno aktiven, ogromno vloži dela v dialog med sodiščem Evropske unije in nacionalnimi sodišči. In on vedno poudarja, bom rekel, ta element, ki sem ga omenil prej, ki je bilo neko vprašanje, se pravi, ali je prav Evropska unija zelo samozadostno, avtarkično na nek način. No? On poudarja, da ni, recimo, ne? In da je tudi zelo fleksibilno, se pravi, da se prilagaja spremembam v družbi, v državah članicah, v Evropi na splošno. Se pravi, jaz mislim, da to vprašanje, ki si ga postavila, bi jaz razumel v tem smislu, da avtonomija da, se pravi, imamo nek koherenten sistem, ki pa se stalno spreminja. Ne? Stalno spreminja glede na okoliščine, glede na razvoj v državah članicah in tako naprej. Se pravi, rekel bi to, da ta avtonomija ne predstavlja neko oviro pri spremembah v pravu. No? In jaz mislim, da recimo že sodbe, ki so bile izdane prejšnji teden, to je nekaj sodb, ki imajo izreden domet, nekaj bolj ustavnih, nekaj bolj, bom rekel, o človekovih pravicah, recimo to, da je treba živali omamiti pred zakolom, recimo, to je odločilo sodišče Evropske unije. Se pravi, da imajo države članice to avtonomijo pri odločanju, ali se to zgodi ali ne, kar je neverjetno. Recimo pred 20 leti bi se vsi zgražali, kako lahko sodišče Evropske unije o tem odloča. Ampak recimo tudi v tem primeru se je sodišče nekako prilagodilo, pogledalo je, v katerih državah članicah to velja, se pravi, da se omami žival pred zakolom. In tako naprej, se pravi, pravo se stalno spreminja in ta avtonomija ni ovira za spremembe. Spremembe so stalne in zelo pomembno pa je, da smo tudi slovenski pravniki zelo aktivni pri spremembah prava Evropske unije. Ne? Ker to ni nekaj, kar je stalno, večno in nespremenljivo, to je stalna dialektika, stalni razvoj in tako naprej. Tako da upam, da bomo pozitivno sodelovali pri teh spremembah. To se mi zdi izjemno pomembno za zaključek, super pač povod tudi za nadaljne razmišljanje. Jaz se res zahvaljujem dr. Kukovcu za tako zanimivo predavanje v imenu vseh, tudi organizatorja. Mislim, da smo res slišali zanimive stvari, tudi odgovori, tudi vprašanja so bila zelo dobra in tudi provokativna. In hvala za vašo pozornost. Želim vam vesele praznike, vesel Božič, srečno novo leto. Mogoče želi še naš predavatelj kaj povedati za konec? Jaz bi se vam še enkrat zahvalil za pozornost. Petra, najlepša hvala za to čudovito moderiranje. Vedno je veselje delati s tabo. Še enkrat se iskreno zahvaljujem Svetovnemu slovenskemu kongresu in posebej dr. Pleskoviču in gospe Avguštin za organizacijo. Svetovni slovenski kongres res dela čudovite stvari in vam še enkrat za to čestitam. In najlepša hvala vsem, mirne praznike, ostanite zdravi. Lep pozdrav. Lep pozdrav, nasvidenje. Nasvidenje.